Poljedelstvo se je na območju Evrope in seveda tudi Slovenije širilo tako po kopenskih in vodnih poteh nekje v sredini 5. tisočletja pred našim štetjem. Iz tega časa je poznana tudi prva koliščarska naselbina z Ljubljanskega barja, Resnikov prekop, kjer so se prebivalci že ukvarjali s poljedelstvom in živinorejo. Glede na to, da so koliščarji potrebovali velike količine lesa za izgradnjo naselbin, hkrati so tudi vsa polja imeli v zaledju, vasi jim je voz nedvomno izjemno pripomogel k lažjemu transportu tovora. Najdeno kolo je bilo pred približno 5200 leti del enoosnega dvokolesnega voza, ki sta ga praviloma vlekli dve živali, najverjetneje govedo. Odkritje kolesa na Barju seveda nekatere preseneča. V tem času je Barje bilo pokrito še z jezerom in največ so bili v uporabi čolni. Seveda pa so tudi iz zaledja kolišč potrebovali pripeljati les in ostale pridelke. Najdbe surovin in uvoženih predmetov povedo, da so ljudje tedaj premagovali tudi več tisočkilometrske razdalje. Analize nekaterih predmetov, ki so jih našli na Ljubljanskem barju, kažejo na stik z Balkanom, pa tudi s severom Apeninskega polotoka in Alpami. Kolo je konzervirano z melaminsko metodo, to pomeni, da je voda, ki je bila prej v kolesu nadomeščena s smolo, kauramin se imenuje, in počasi osušeno. Kolo je v tem primeru stabilno, ni več mokro in ni ogroženo z mikroorganizmi. Ustrezno mikroklimo kolesu zagotavlja posebna, neprodušno zaprta komora, ki vzdržuje stalno relativno vlago in preprečuje prodor ultravijoličnih žarkov. Po konzerviranju z melaminsko metodo je kolo precej spremenilo barvo, veliko lepše se vidi obdelava že v času njegovega nastanka in te črne barvne površine so ožganina, s katero so kolo zaščitili pred insekti že v času njegovega nastanka. Vidijo se pa veliko lepši tudi poškodbe, ki so nastale veliko kasneje. Barjansko kolo je tudi pričevalec o tem, kako spretni rokodelci so bili koliščarji. Odlikuje ga izredno natančna izdelava iz 3 plošč, povezanih s 4 letvami. Dodatno so bile zvezane z vrvjo, ki pa se ni ohranila. Dendrokronološke raziskave so pokazale, da je bilo drevo, iz katerega je izdelano kolo, staro 80 let. Deblo pa je merilo v premeru vsaj 40 centimetrov. Že koliščarji so vedeli, da je jesen žilav in trden les in da je uporaben tudi za izdelavo večjih predmetov. Zelo pogosto vprašanje, kdo je kolo izumil, ne vemo niti natančno kje. Še vedno nekako je pripisana prva najdba Mezopotamiji, okoli 3500 pred našim štetjem, in nekateri od znanstvenikov menijo, da je se razvilo sočasno tudi na evropskih tleh. Seveda najstarejše ohranjeno leseno kolo pa izvira z Ljubljanskega barja, s kolišča, in je staro okoli 5200 let.